Najpomembnejše prehransko priporočilo pri zdravljenju hemato-onkoloških bolnikov je zadosten vnos hranil, predvsem beljakovin. Z navadno hrano, lahko pa tudi z uživanjem oralnih prehranskih dodatkov. Druga najpomembnejša stvar je redno spremljanje telesne mase, kar pomeni, da se tehtamo zjutraj na tešče vsaj 2 do 3-krat tedensko. Če ugotovite, da vaša telesna masa pada in da se pojavijo prehranjevalne težave, pri katerih si ne morete pomagati sami, v roku enega tedna obiščite in opravite pregled pri kliničnem dietetiku. Med najpomembnejše stvari sodi tudi redna telesna aktivnost v mejah normale, pri kateri pa prav tako moramo poskrbeti za zadosten vnos hranil in tekočine. Kot 4. točka je najpomembnejši zadosten vnos tekočine, in sicer nekje med 6 in 8 kozarcev dnevno oziroma 1,5 do 2 litra dnevno. Tekočino uživajte počasi po požirkih čez cel dan. Poleg navadne vode lahko uživate tudi razredčene sadne sokove, juhe ali v primeru večje telesne aktivnosti tudi izotonične športne napitke. Kot sem že na začetku omenila, je pri kronični bolezni potreben zadosten vnos beljakovinsko bogatih živil, tako živalskega izvora kot tudi rastlinskega izvora. Pri tem imam v mislih predvsem pusto meso, ribe, skuta sir, jajca, od rastlinskih virov pa stročnico, kot so na primer leča, čičerika ali sojini izdelki. Nikar ne pozabite tudi na zadosten vnos sadja in zelenjave, in sicer sadja 2 kosa dnevno, zelenjave pa nekje do 400 gramov dnevno, vendar bodite previdni, kadar imate težave z črevesjem. V primeru črevesnih težav je potrebno obisk pri kliničnem dietetiku, ki vam nadalje svetuje glede primernega uživanja sadja, zelenjave, pa tudi žitaric in stročnic. Z ustreznim vnosom hranil lahko uspešno pripomorete k ohranjanju telesne mase, hkrati s tem pa pripomorete tudi k ohranjanju kakovosti življenja, kar pomeni na primer tudi k ohranjanju socialnih stikov. Prav tako pa je pomembno, da v jedeh in pri prehranjevanju uživate.